inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci na Fine podcastu. Tokrat se javljamo iz karantene in z mano je prav posebna gostja Polona Požgan. Polona, pozdravljena. Zdravo, evo mene iz pisarniške karantene. Wow, no vidiš, no vse do pisarne ti je nekako bilo dovoljeno iti, oziroma si dovolila. Služila in to vse okoli? Vse imam okrog sebe, pa še zelo osamljena pisarna je, sama sem tu, tako da evo, ostajam kljub temu doma. Ja, nasplošno se mi zdi, da so ulice malo tako osamljene, da res, mislim, včasih na trenutke je prav kot v onih filmih. I Legend, pa 28 Days Later. Ja, to si zdaj dobro povedala. Jaz moram priznati, da vsako jutro, ko se zbudim, ko odprem oči, sicer se še vedno ob budilki zbujam, še vedno je nastavljena vsako jutro ob 5, čeprav se ne premaknem iz hiše sicer, ampak vsako jutro, najprej, ko odprem oči, rabim 2-3 sekunde, da ugotovim, da nisem sanjala, da je res. Kot neka dejansko nočna mora, ki se tudi čez dan nadaljuje. No? Ja, no, ampak pa bomo kar mogoče te kar vprašam, kak pa potem iz tega trenutka, ne, da je v bistvu res nočna mora, mislim, da je resnična nočna mora, ki se v realnosti dogaja, kako se ti potem dvigneš nazaj k temu, da bo pa vse okej? Kakšen je tvoj način? Ja, to je zdaj zelo dobro vprašanje. Namreč, na nič na tem svetu nimamo vpliva. Ne? Če dobro pomisliš, dejansko nimamo 100% vpliva na nič v naših življenjih, razen na svoje misli. Danes, v teh dneh, mi zelo prav pride vaja, ki sem jo izvajala zadnji 2 leti. V teoriji se dostikrat sliši zelo preprosto, ko pa probaš to udejanjiti, pa ugotoviš, da potrebuješ nekaj vaj. No? Skratka, na svoje misli imamo vpliv. In jaz v tistem trenutku, ko dobim v glavo negativno misel, črno misel, kar je tudi normalno za te dneve, ne? Da dobivamo takšne misli v glavo. Ampak v tistem momentu, ko jo dobim, jo na nek način polovim in jo zamenjam. Čakaj, ko si rekla poloviš, to vizualno prav tako si predstavljaš, ne vem, z mrežo za metulje, ali je to... Ne, tako daleč ne grem, ampak pač identificiram tisto misel in si rečem, ok, ta mi ne služi in jo bom zamenjala s takšno, kot mi služi. Dejstvo je, da če imamo mi negativne misli, že tako smo Slovenci malo nagnjeni k temu, ne? Če imamo mi negativne misli, če samo po svojih glavah spletamo črne scenarije, se slej ko prej začnemo tudi tako počutiti. Ta panika pride iz naših misli v naše telo, dejansko nam, če zdaj zelo poenostavljeno povem, ne, odpornost pade, imunski sistem pade in smo tudi bolj dojemljivi za bolezni. Ampak v tistem momentu, ko začutimo, ko pride v glavo negativna misel, jo dejansko identificiramo in jo zamenjamo s takšno, kot nam služi. In to se mi zdi, imamo zdaj v teh dneh vsi več kot dovolj časa, da to počnemo. Ne? Mislim, res vsaka situacija ima po mojem dobre in slabe plati. Ne? In zdaj pač dobre plati te situacije sigurno so, da predvsem tisti, ki smo mogoče že čist veš čutili tisti neki burnout ali pa res to preobremenitev, ampak si vedno imam v glavi, ne pa ne morem spustiti, ker če zdaj to spustim, se mi vse zruši. Ne? In potem nas je zdaj v bistvu nekak situacija prisilila, da pa vseeno vse spustimo. Vse ne rečem, nekateri bodo v bistvu utrpeli kar velike posledice te prekinitve nenadne, ampak ne vem, mene že oče učil nekak, da je vedno na koncu vse okej. Ne, vedno se nekak izide, vedno se nekak v bistvu, nekak se rešijo stvari. Ne. Zdaj pa, ti si bila 20 let v medijih, no še vedno si na nek način prisotna pa to, ampak tebi se je tudi zgodila tak čez noč ta sprememba. Ne. Imela si to eno pot, ki si tudi zelo rada počela te stvari in to, in potem pa se je čez noč vse zamenjalo. Ne. In kak je pa to bilo pri tebi, ko glih govoriva najprej o teh mislih, pa o tem bistvu, da se ti zdi, da je konec, se ti je zdelo takrat, da je konec sveta? Kaj misliš, Radio Center, predvidevam? Ja, ko si pač preklopila iz te... Ja, tisto je res bilo čez noč, ja. Tisto dejansko sva z mojim prijateljem Sašem Papom prišla delati na radio, oddelala svoj jutranji program, bil je petek, od 5 do 9 in potem sva ugotovila, da je to bil najin zadnji jutranji program. Itak, da se mi je zrušilo. Mislim, to je bilo moje življenje, moj način življenja. Dejansko jaz sem
tega se tako dobro spomnim. Vsako jutro, ko sem ob 4 vstala in si še doma skuhala prvo kavo, vsako jutro sem poleg tiste kave razmišljala, kako sem srečna. To ni bila moja služba, to je bilo moje poslanstvo. Meni se je zdelo, da če sem vsako jutro nasmejala enega Slovenca ali pa Slovenko, da sem svoj cilj dosegla in svoje poslanstvo opravila. Pa verjamem, da sva jih kar več. No. Mislim, da ne delava zdaj, a veš, da niti ne vem točno 4 ali pa 5 let, pa še vedno mi ljudje, ko jih prvič v življenju srečam, ko se predstavim, ko se spoznamo, rečejo, jaz sem vas poslušal, škoda, da vas več ni. In ja, tudi tu je dejstvo, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Čisto v redu je, da se po 8 letih zamenjalo moderiranje tistega programa, ne? Oziroma, da so našli nove voditelje, čeprav mislim, iskreno povedano, da jih še vedno niso čisto našli, ampak kljub temu. Ampak tam je šlo bolj za način, ne? Negativno novico, negativno sporočilo lahko predaš na tak ali pa na drug način in oni so pač izbrali tisti drug način. In ker to torej ni bila moja klasična služba, ampak se meni zdelo, da je to moja druga družina, sem tudi potem to izgubo doživljala na tak način, kot da sem izgubila to svojo drugo družino. Ne? Vsakič, ko nekaj izgubljamo, se pojavi žalost, ki je nujno potrebna. Tega takrat nisem vedela oziroma niti nisem razmišljala o tem. Nujno potrebno je, da odžalujemo, ne? Da lahko gremo dalje. In jaz sem dejansko skoraj 2 leti žalovala za izgubo teh ljudi in tega dela, kar ne pomeni, da sem doma ležala pa gledala v zrak. Strašno sem delala, vem, da sem takrat imela eno potovanje načrtovano, preden sem zvedela, da se bo to zgodilo, ampak sem ga takoj odpovedala, ker se mi je zdelo, da zdaj pa moram delati. Ves čas, ko sem delala na radiju, sem hkrati že predavala in potem sem se res vrgla na polno v ta predavanja, potem je prišla še televizija in tako naprej, ampak v vsakem primeru se je zgodilo to, kar si prej rekla, vsaka stvar je za nekaj dobra in ja, vse bo okej. Ja, ampak se ti zdi, da to, ko si rekla, da si ful začela delati, ne? Verjetno je sprva bil to ta prvi vzgib, zdaj pa res ne smem pustiti stvari, zdaj pa res ne smem, ne, zdaj moram pa še bolj delati, zato da, ne vem, je bilo to povezano tudi z občutkom koristnosti, ker ko tak nekaj v bistvu zgubiš čez noč, ne, se v bistvu ljudje mogoče padajo malo tisto, kaj bom pa zdaj, kaj pa je zdaj sploh moj smisel še v tem življenju, ne, in se mogoče potem malo preveč vržemo v, mislim, jaz to govorim, zato ker se meni isto zgodilo, ne, ker sem v bistvu se priselila z Dunaja v Slovenijo in je končno bila ta priložnost, da zdaj pa jaz svoje stvari začnem delati in zdaj pa mogoče malo kar pretiravam, ne. Ali misliš, da je hvala Bogu, da si tako delala, da se je iz tega v bistvu rodila ta nova zgodba, ker če ne bi tako fejs delala, se mogoče ne bi? Saj do danes še nisem nehala tako fejs delati, razumem, kaj me sprašuješ in se tudi sama dostikrat to sprašujem. Vsak dan sem v bistvu v drugem podjetju med drugo skupino ljudi in seveda spoznavam različne zgodbe, srečujem različne ljudi. In ko vidim, na kak način eni delajo, kaj vse eni počnejo, seveda določeni ljudje te motivirajo, pa bi sam še nekaj več, ne? In mi, ki tega svojega dela ne jemljemo kot neke službe od 8 do 3 ali pa od 8 do 4, seveda na to gledamo popolnoma drugače. In tudi jaz sama se dostikrat vprašam, ko vidim, koliko je nekih burnout sindromov po Sloveniji, koliko ljudi je izgorelih ali pregorelih, ne, se dostikrat vprašam, kje je zdaj meja. Mogoče pa ta občutek v glavi, o katerem tudi ti govoriš, da je treba še malo, pa ne stisni, pa veselje imaš ob tem, kar delaš, ne? Ja, Ni težko, meni je vsakič znova veselje, ko začnem nekaj raziskovati v zvezi s komunikacijo. Ampak ja, kje je meja in kako veš, da si prišel do meje? Ker to moje delo me ne utruja, ne? Ja, se to, ne? Ampak včasih res potem, ne, zgubimo malo občutek za čas ali pa za tisto, kaj vse, malo se za odpočiti, ne, počitek rabimo vseeno in ja, ne, v bistvu je težko ugotoviti. Pol pa je že prepozno ponavadi, ko se neki simptomi pokažejo, ne? Ja. Jaz sem včasih mislila, da ne rabim spati, ne. Meni je tudi moj oče vedno govoril, ko sem jaz bil toliko star, kot ti sploh nisem spal in jaz sem to dobesedno vzela. Se ti je vtisnil ta vzorec? Ja, ampak je treba ustaviti konje, jaz sicer še vedno vstajam ob 5, ker mi to ustreza, pač grem spat načeloma, ne, prej, ampak danes mi je jasno, da rabim spanje, ne. Vse tudi z leti se to pozna.
Ja, mislim, definitivno spanje in tudi tako se mi zdi ta mentalni počitek si je fajn vzeti, ne, malo, kaj ti recimo narediš, kaj ti, ko imaš malo, recimo zdaj imaš čas v karanteni, ne, sicer praviš, da ful delaš, ampak zdaj neki stvari ne moreš delati, ne, si naredila mogoče v glavi vsaj kaki načrt, kaj vse pa boš zdaj naredila, ko prej nisi mogla, ker si prisiljena. Zdaj, odkar smo v karanteni, ne delam ful. Moram celo sama sebe malo ta zadnjo zbrcati, da tiste nujne stvari oddelam. Najprej sem si preračunala, koliko časa lahko preživim in potem ugotovila, da bi bilo vseeno fajn, da čim prej začnem kaj delati. Ja. Zdaj, ko smo v karanteni, imam doma 2 otroka, 5-letnega Karlja, 11-letnega Maksa, ki valjda cel dan ali kaj zahtevata ali pričakujeta. Tudi ko sedem pred računalnik, slišim zadaj, mama, in to ni mama, ki ne bi zahteval odgovora, to moraš takoj se obrniti pa reči, ja, prosim. Ne? Ja, ker če ne, v bistvu potem si še bolj. Tako da zdaj ne, v bistvu je danes prvi dan, ki ga preživljam v tej samotni pisarni, pa moram reči, da sem kar precej stvari naredila. Drugače se pa kar držim teh svojih planov, ki sem jih postavila v koncu lanskega leta in optimistično verjamem, da bomo kmalu lahko vsi spet zadihali, pa ne bom rekla začeli normalno živeti, ker dejstvo je, da najbolj normalno do zdaj nismo živeli na marsikaterem področju. Tako da upam in nam vsem skupaj privoščim, da bomo iz te trenutne katastrofe dobili eno pozitivno lekcijo. Kaj točno bi bila ta lekcija? Kaj bi bilo to sporočilo po tvojem tega Največje zagotovo tista, ki si jo prej omenila, da se svet ne ustavi, če se ustavimo mi, da ni vse nujno, obstajajo namreč pomembne in nujne stvari in treba je razlikovati med njimi. To, da si popoldan s svojimi otroci aktivno, to je pomembno. Lej, nujno pa ni, ne? Pomembno pa je. To, da dovolj spiš, ni nujno, je pa pomembno. To, da se znaš ustaviti, da se posvečaš sebi in svoji glavi, to ni nujno, je pa več kot dobrodošlo in pomembno, ne? Danes je postal ta pojem osebna rast zelo zlorabljen v vseh mogočih pogledih, ampak jaz mislim, da še vedno je to bistvo našega življenja, da se vsak dan znova učimo, da se učimo tudi sprejemati drug drugega takšni, kot smo in da na podlagi tega učenja tudi osebnostno rastemo. Sicer jaz ne najdem v bistvu drugega smisla življenja, kot je ta. Se ful strinjam s tabo. Mislim, jaz tudi že nekaj časa sledim temu, da, tako si rekla, na nek način bistvo življenja bi bilo odkrivanje sebe v zunanjem svetu, sebe v notranjem svetu, ne? In na koncu koncev iskanje odgovora, zakaj ne? Zakaj sem jaz postavljen v to življenje, zakaj sem jaz na tej poti z temi ljudmi obdan, ne? In res si nismo vzeli časa zdaj v tem svetu, v tem norenju, v katerem smo živeli, zdaj v tem, dokler nas ni ta, recimo, virus ostavil, ne? Smo kar bezljali, se mi zdi malo, ne? Jaz sicer moram reči, da vsako leto, tako sem se odločila pred nekaj leti, vpeljem neke nove stvari. Konec enega leta se odločim, katere novosti bom peljala v naslednjem letu. In recimo pred 2 letoma, zdaj že 3, sem se odločila, da bom začela z jogo in z meditacijami. Ravno zaradi tega, ker se mi je zdelo, da nekje se moram ustaviti, ne. Sej, popoldan se ustaviš s svojimi otroci, ko si doma, recimo, ne. Ampak tam je spet neko delo, spet nisi sam s sabo in svojo glavo. In zdaj dejansko že polni 2 leti prakticiram jogo, skoraj da vsako jutro, celo 3-krat tedensko pride v mojo pisarno vaditeljica joge in delamo skupaj. Super. Pa tudi te meditacije se mi zdi, da je dobro, da čim širši krog ljudi izve, da to ni poanta v nekem jogijskem položaju, v katerem zdaj ti ure in ure sediš in odganjaš misli iz svoje glave, ampak ravno nasprotno, da se ukvarjaš s tistimi mislimi, s katerimi se sicer nimaš časa ali pa si ne vzameš časa za njih, ne? S hvaležnostjo, z odpuščanjem, z neko vizualizacijo, da res opredeliš, vidiš tisto, kaj si želiš v prihodnosti. Ker če vsak za sebe tega ne ve, mislim, potem ne moreš do tega priti, potem si boš celo življenje samo nekaj želel, hkrati pa nič naredil za to, da bi to dosegel, ne?
Točno tako, ja. To si zdaj v bistvu ful dobro povedala. Ampak jaz bi zdaj še rada potegnila na najino mizo, da tako rečem, še eno tvoje tako ful lepo poslanstvo, in sicer ti širiš zavest o prijaznosti med ljudmi tudi, ne? V sklopu svojega podjetja in svojih delavnic tudi delaš manifest o prijaznosti. In mogoče malo več o tem poveš, ker jaz sem si tudi si delam recimo te plakate, ne, vsako leto, kaj jaz bom, in že za par let pišem tak prijaznost, ne, se pravi, bom prijazna, bom sledila temu, se mi zdi pač, da je to tudi en taki ključ, pa tako res ni težko biti prijazen v resnici, to ni, zdaj bom pa shujšal 15 kil, ne, z strogimi dietami, to pač just be kind, ne. Ja, čeprav veš, ni težko biti prijazen z ljudmi, ki so ti všeč, ki so ti simpatični in ki se s tabo strinjajo. Ja. Malo težko biti prijazen s tistimi, ki ti niso všeč na prvo žogo, ki ti niso simpatični, pa najtežje biti prijazen do tistih, s katerimi se pa ne strinjaš. Ne? Ja. Za mene prijaznost ne pomeni, da zdaj, ne vem, nekdo ti da klofuto na desno ličnico, pa ti rečeš, izvoli še levo, ne, bom jaz potrpela. Prijaznost za mene primarno pomeni to, da si prijazen sam s sabo, da si posledično lahko prijazen tudi z drugimi. Slovenci se zelo premalo zavedamo tega, da sta altruizem in egoizem samo drugi strani istega kovanca. In me, da sem ženske, še vedno mislimo, da moramo najprej narediti vse za druge, same pa potrpeti. Malo stisnem zobe, se pa... Ampak to je prav vzorec v nas, ne? Se pravi, prav ta neka kolektivna zavest. Ja, ampak jaz vedno rečem, v življenju je treba potrpeti, ni pa treba trpeti. To pa ni treba, ne? Prijazna, biti prijazen je v bistvu en projekt, na katerega sem dejansko v življenju najbolj ponosna. Je moj absolutno paradni konj, tudi kar se biznisa tiče. Na tisoče in tisoče ljudi je v letu 2019 slišalo to predavanje 90-minutno. Tudi za letos moram reči, da sem imela vse polno, vse blokirano. Mesec marec sem tako s ponosom gledala svoj koledar, sem rekla, glej, identična situacija kot decembra, ko sem bila blokirana preko vseh meja. Ja, kar je prav zanimivo, ne? Ja, zdaj imam pa čas, za marec, ne? Ja. A veš, včasih, ko smo začeli učiti komunikacijo, ne? Ker to je komunikacija. Razmišljali, da moramo mi drugega človeka naučiti, kako bo na nek prefinjen, lep, eleganten, primeren način komuniciral z drugo osebo. Ampak bolj, kot sem jaz to predavala, bolj sem ugotavljala, da je najbolj pomembna tista komunikacija, ki jo sami s sabo vodimo v svoji glavi. Kakšne so naše misli. In tu moram reči, Slovenci ne delamo prevelike usluge, ker načeloma nismo sami s sabo v svojih mislih preveč prijazni. Ker hitro najdemo kaj, s čimer se malo prebičamo, malo obsodimo sebe, malo se ne. Predvsem se mi zdi, da samo obsojanje in recimo te občutki krivde, ne, ki si jih naložimo, ker tako mimogrede, ne, v bistvu se sploh ne zavedamo včasih in polk naenkrat nosiš 6 žaklov krivde na sebi in se sprašuješ, zakaj sem jaz tako utrujen danes. Ne? Tako da, ja. No, mogoče za konec, če samo, Polona, kaj je recimo, čeprav smo se zdaj po mojem že kar dotaknili nekih teh stvari iz tvojega življenja, ampak kaj bi ti rekla, tudi kot mama, recimo otrokom, kaj je treba v bistvu predati otrokom našim, kaj je najpomembnejše v življenju? Če sem prej rekla, da si vsako leto izberem neke novosti, ki jih bom uvedla v svoje življenje, ker pač ne želim naslednjih x let preživeti, kot da je vse skupaj en in isti dan. Lahko povem še to, da vsako leto najdem tudi eno besedo, ki je rdeča nit leta, ki ga nameravam preživeti. Lani je bila ta beseda vprašaj, letos je ta beseda ljubezen. In mislim, da je ljubezen tista, ki jo tudi v kritičnih situacijah, tudi ko smo sami obremenjeni in v gužvi in v stresu in ne vem kaj, ljubezen je tista beseda, ki jo v vseh možnih pogledih moramo prenašati na svoje otroke. Se pravi, rada bi jim privzgojila primarno ljubezen do sebe, ljubezen do človeka, ljubezen do sveta, v najširšem smislu te besede, ljubezen do življenja. Druga stvar, ki se mi zdi strašno pomembna, je pa odgovornost.
da prevzemajo odgovornost za svoje dejanja in to jim dejansko grem na živce že po mojem, ne? Ker vsakeč znova, ko pride recimo moj Max, ki je zdaj v 6. razredu domov, pa reče, ja, učiteljica mi je to, jaz rečem, lej, me ne zanima, razmisli, koliko si ti odgovoren pri tem, da se je to in to zgodilo. Po mojem, mi vsi, ne samo naši otroci, ne, rabimo ta občutek, da smo sami odgovorni za svoje življenje in za svoje odločitve. Ja, ti zdaj to res zavestno, recimo, delaš skozi starševstvo, ampak se mi zdi, da v bistvu nam tudi ni mislim, zato sicer zveni čisto tako, da ne prevzemam odgovornosti, ampak res, kot da nam ni privzgojena, veš, ta odgovornost, čeprav so neki pristopi, ampak se mi zdi, da mi kar iz otroštva odrastemo brez tega zaupanja v sebe, da smo pa mi lahko odgovorni, jaz lahko prevzamem, sem sposobna prevzeti odgovornost za svoje dejanja, ne? To mi je tudi, se mi zdi, tako malo je izziv v bistvu, ne? Da v bistvu mi bi mogli prevzemati odgovornost, ampak marsikdo v bistvu si ne upa, misli, da ni sposoben ali pa vreden za sebe v resnici poskrbeti. Ne? Seveda, zdaj naši starši so nam dali vse tisto, kar so nam pač lahko dali in zato sem jim jaz neskončno hvaležna, ne? Kar se tiče te odgovornosti, jaz moram reči, da meni so jo kar privzgojili, mogoče celo v nekaterih pogledih preveč. Jo še kar za druge pa za vse prevzemala, ne? Ja. Niso mi pa seveda nekih drugih stvari privzgojili, ki bi mi jih lahko, ne? Recimo, meni se je zdelo še pred parimi leti to, kar sem ti rekla, da je izredno egoistično, če jaz rečem ne. Je lahko to ljubečne, ne, zdaj pa ne bom, ne. Ali pa nekje sem slišala, pa to še vedno zastopam in se mi zdi tako dobra varianta. Najboljša mama je lena mama. Okay. Lena mama, ne. Recimo, da ležiš doma na kavču in pride otrok, 11 let star, tako kot imam jaz starega sina in reče, mama, lačen sem. Tam je hladilnik. Mama Aja, ne. Koliko si sposobnih to reči. Ampak s tem naredimo v večjih plateh dobro. Vem ti, otrok si poznal sam sendvič narediti pa pospraviti za sabo, ne? Tako. Tako da, jaz mislim, da bi mi lahko prav zato mislijo. Zdaj, karantena je tudi odlična priložnost, da tudi, če si sicer nismo dovolili biti leni, ne, v pozitivnem smislu, je zdaj to naša fajn priložnost, da se malo pač spustimo, polenimo in dovolimo našim otrokom, da si v teh karantenskih časih sami začnejo v bistvu delati sendviče. Odlično. Ja, tako da mislim, da je to super zaključek za današnji fajn podcast. Hvala ti, Polona, da si bila z mano in še naprej, mislim, uživaj v tem na nek način odmiku od norenja in prepričana sem, da se bo tako meni kot tebi v glavi odprla še kakšna zanimiva misel za naprej, ko bo vse to za nami in bo treba predajati ljudem spet sporočila, ki so pomembna za življenje. Hvala tebi, Maja. Vse dobro tebi in vsem, ki gledajo oziroma poslušajo. Ja, hvala. Adijo. Ciao. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.